Dober dan. Dolgo že nisem objavil kakega treninga na mojem YouTube kanalu, zato sem se odločil, da bom en izmed svojih najljubših treningov posnel, pa bom zdaj na začetku povedal, kaj v bistvu bomo s treningom naredili, potem se bo pa sam spustil klip treninga skozi, pa si lahko vsak pogleda, na kak način se vaje izvajajo. Zdaj, vse ponovitve, ko jih jaz priporočam, pa na kak način bi si jaz bolj trening otežil oziroma olajšal, pa kak bi spremenil pripomočke za vaje, to vse bom objavil še posebej v skupino Patreon. Drugače se pa itak se v trening video gre. Važno je, da se ve, da se dela trening po principu as many reps as possible. V bistvu je to crossfit stil treninga oziroma pri crossfitu je tudi tip bolj znan. Je pa predvsem trening za laktatno vzdržljivost. Zdaj na začetku bom sam razčistil to še, da ne pozabim. Maska. Pri maski je zdaj tak. Veliko ljudi sploh ne ve, da se lahko ta maska uporablja oziroma zakaj se maska uporablja in sam čudno gledajo, ko ima kdo to masko gor, ker jim zgleda tako Bane iz Batmana. Pa imamo pa eno polovico ljudi, ko pravijo, da ta maska full fine deluje, pa drugo polovico ljudi, ko pač govorijo, da je ta maska bullshit in da jo imajo samo razni guruji, ko ne vejo, kaj govorijo. Zdaj je pa tak. Dejansko študije kažejo, da določene stvari lahko maska izboljša. Zdaj, na primer, študije, ko so podobne tako teta, ko se bo tule gor pokazala, kažejo, da lahko maska izboljšuje določene parametre, ki se tičejo respiratornega sistema. Zdaj, verjetno je največji razlog v tem, da če je dihanje pravilno v tej maski, kar je ful težko narediti in se je ful težko nadzorovati med takim intenzivnim treningom, ampak če je, lahko vplivajo na razvoj, na hipertrofijo, dejansko hipertrofijo dihalnih mišic, določenih dihalnih mišic. Kar lahko bolj pomaga, sicer redki populaciji, ne vem, jaz zdaj iz glave vidim mogoče plavalcem, bi dejansko lahko pomagala, da bi bil vdih malo globi. Kar na dolgi rok, oziroma če pač mi gledamo nekega plavalca, ko plava, ne vem, na 2000 metrov, pa da je lahko vsak njegov vdih malo bolj globok kot vdih od sotekmovalca, verjetno ima malo prednosti iz pač vidika respiratornega sistema oziroma nasploh respiracije. To je prva stvar. Druga stvar je, na primer, študije, ko so podobne teti, kažejo, da lahko maska dejansko povzroča rahlo hipoksijo. To zdaj ni tako višinski trening. Če hočemo mi stimulirati oziroma simulirati višinski trening oziroma pač kar se dogaja z eritrociti pri višinskem treningu, moramo mi iti na višino. Maska tega ne bo pač simulirala, niti približno. Bo pa povzročala rahlo hipoksijo, kar lahko povzroči izboljšanje sposobnosti med aktivnostmi, kjer se pač pojavlja hipoksija. Tretja stvar pa, ko je, pa načeloma nisem ziher, je že bila kakšna študija narejena, lahko pa govorim iz svojih izkušenj, zaradi tega, ker masko še vedno tu in tam uporabljam, dejansko ful vpliva na mentalni performance. Že sam, ko pomisliš, da boš mogel dati masko gor pri treningu, ko je podobno tetemu, kjer boš mogel ful dihati in ti bo maska pač to onemogočala, že sam to je težko. Ko pa ti enkrat začneš delati trening s to masko, ko hočeš narediti vdih, pa ga ne moreš. Mogoče lahko kdo reče, da je to nepotrebno mučenje samega sebe, ampak jaz vidim, da če izvajam trening z masko, bo trening, ko ga ne izvajam z masko, bo prvo kot prvo lažje glih zaradi tega, ker bom lahko več kisika prevzel, ker pač me ne bo nič uveralo. Plus, mentalno sem veliko bolj sposoben držati višji nivo zaradi tega, ker mi mask, pač to je tako, da bi dejansko pogledal, če je kdo gledal Dragon Ball Z, ko daš ti gor na sebe neko obtežilno majico oziroma obtežilne hlače, pa čez nekaj cajta če s tem delaš oziroma obtežilni jopič. In ko daš to dol, boš lahko isto intenzivnost, kot je bila prej, držal dlje časa, pa boš bolj učinkovit med treningom. Teda, to vse naredi maska. Zdaj pa gremo na trening. Trening, ko sem že prej rekel, jaz sem ga izvajal po principu M-rep, se pravi as many reps as possible. Določil sem si nek cajt, zdaj jaz sem imel tule 20 minut in sem 20 minut delal ene in iste vaje skozi določene ponovitve. Zdaj pa kaj je za mene najbolj pomembno? Za mene je najbolj pomembno, pa tudi za večino populacije, predvsem športnikom, da si ti določiš nek prak, ne vem, ali si gledaš srčni utrip, tako si ga jaz, ali pa greš na percepcijo težavnosti treninga. In naj ti bo cilj, da ti skozi celotne 20 minut držiš tisto intenzivnost. Se pravi, če si izbereš med 155 pa 165 pulza, da skozi delaš tiste kroge v tistem pulzu.
In to ti ne bo cilj. Zdaj pa imaš veliko različnih stvari. Lahko dejansko greš na test, koliko krogov oziroma koliko ponovitev narediš ti v tistih 20 minutah. Lahko greš dejansko sam kot aerobni cikl, se pravi, ne vem, greš do max 140 pulza in to krožiš. Važno je, da uporabljaš približno iste rekvizite. In to je pa zaradi tega, ker pač moje mnenje je, da so kettlebelli eni izmed najboljših rekvizitov, ko jih lahko uporabiš, še posebej vaje, ko jih delam zdaj tu, kjer bo delalo dejansko celotno telo. Pač predvsem bojo delale neke male, manjše mišice za stabilizacijo sklepov pri določeni vaji. Pri določeni vaji, ko sem jo pa dal noter, bojo pa delale velike mišice, male bojo itak mogli skozi stabilizirati, s tem, da se bojo ful utrujale. Se pravi, bo mogoče boljši te trening kot za neko laktatno vzdržljivost oziroma kot visoko intenzivni trening, ampak ga tudi sam naredim takrat grem pač brez maske, kot aerobni način treninga, se pravi, sam to, da prekrvavim celotno telo pač s temi vajami. Ok, to je v bistvu to, hotel sem sam razčistiti za masko na začetku, ko eni bojo verjetno čudno gledali, pa zakaj bi jaz te trening delal, na kak način ga delam. Trening boste zdaj videli, če pa koga zanima, koliko ponovitev delam, koliko ponovitev priporočam za različne tipe treninga, kako intenzivnost priporočam, to pa vse v Patreon skupini. Hvala lepa, pa uživijo ob gledanju videa.